Nahajamo se na študentskem kampusu v Ljubljani, kjer poteka delavnica finančnega opismenjevanja, ki jo organizira Dijaška skupnost Ljubljana. Delavnica se bo začela z nagovorom magistra Kristjana Verbiča, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Nadaljevala pa se bo z interaktivno delavnico, ki jo bo vodil dr. Tadej Rifl. Jaz se zahvaljujem organizatorjem za povabilo, še bolj pa za pobudo, ki je sila pomembna. Torej, finančno opismenjevanje je brez nadaljnega manko in hkrati zadeva, ki namerno ni prisotna na ustrezen način v sicer šolskem kurikulumu oziroma pri vsebinah, s katerimi bi se brez nadaljnega morala že od osnovne šole naprej, še posebej pa v gimnazijah, v srednješolskem kurikulumu, kot ena od pomembnih tematik seveda tudi ta nahajati. Zakaj je temu tako? Tudi zato, ker je prav gotovo finančna pismenost in tisti ključni vzvodi in mehanizmi, po katerem dan danes potekajo najpomembnejše odločitve, ne samo v Republiki Sloveniji, v Evropi, ampak na globalni ravni, odvisna od finančnih centrov, finančnih institucij. Bolj in bolj kot pred nekaj desetletji ali nekaj stoletij. Zato je prav, da veste, kaj so tisti ključni vzvodi, razlogi, motivi in interesi, ki botrujejo dogajanju v svetu in neposredno vplivajo tudi na nas, na vas, na naš vsakdanjik in na vašo prihodnost. Ko govorimo o tem, seveda je to pomembno pri oceni tega, kakšno je dejansko stanje in kaj je možno narediti za to, da bi bil svet ali pa naša skupnost, neposredno okolje, boljši. Vsi mi si moramo dan danes prizadevati, tudi vi in v prihodnje še bolj, k temu, da bi ta svet spreminjali na bolje. Sicer se vsaj civilizaciji, ki ji pripadamo, ne piše posebej dobro. In kot rečeno, pri tem je seveda finančna pismenost in poznavanje teh mehanizmov eden ključnih momentov. Na drugi strani pa so tisti, ki držijo v rokah niti in vzvode ključnih dogajanj in odločitev v tem svetu, toliko bolj zainteresirani za to, da bi generalno ljudje ne bili posebej dobro informirani, obveščeni in ozaveščeni o tem, kako dejansko tovrstne odločitve potekajo. Vprašajmo se in vprašajte sebe, kaj vam je danes ena od ključnih stvari v vašem življenju in kaj vam predstavlja uspeh, kaj je tisto, k čemu stremite in si želite. Pogosto bo to seveda kot eden od glavnih momentov, odgovorov, da bi srečo in zadovoljstvo predstavljal uspeh in uspeh je povezan z denarjem. Veste, tisti, ki pa v resnici odločajo o dogajanju v tem svetu, pa seveda nimajo tega med prioritetami, zato ker, poglejte, če ste vi v situaciji, da celo denar tiskate, da ustvarjate razlike na valutnih ravneh, da ustvarjate razlike pri obrestnih merah in iz tega seveda enormne zaslužke, enormne dobičke, je vaš ključen cilj in moment to, da ohranite stanje, obstoječe stanje takšno, kakršno je. Zato je seveda potrebno ljudi na nek način upreči v motive, kot so, da si prizadevajo vsak dan znova in znova za stvari, ki jih vi tako ali tako imate in obvladujete, in na drugi strani jih uspavate. Naredite apatične, naredite neinformirane o ključnih zadevah. Pri tem seveda je prav gotovo zelo pomemben tudi medijski sklop, vse od televizije pa do socialnih medijev, s katerimi sami veste, da se precej svojega prostega časa seveda ukvarjate in mu ga namenjate. Vsebine, ki pa so tam v veliki meri prisotne in najbolj vidne, pa ravno namerno pravzaprav peljejo v to, da uspavajo, okupirajo ljudi, zato da ne bi
šli v tiste odločitve, v tiste dejavnosti, v tista prizadevanja, ki bi lahko ta svet, ki ga živimo, kot rečeno, spreminjali na bolje. In vsekakor je to v tem času potrebno. Res živimo v časih, ki predstavljajo pomembne odločitve za človeštvo kot tako in jasno, vaša generacija je pri tem sila pomembna, toliko bolj njena osveščenost. Ko gre za vprašanje finančnega opismenjevanja, seveda bo kolega dr. Rifl imel danes delavnico. To je prvi v nizu tovrstnih srečanj tega projekta, za katerega še enkrat čestitke organizatorjem in Kristjanu Briškiju kot vodji tega projekta, da se vendarle na tem področju ob vseh opozorilih in prizadevanjih, ki jih je marsikdo v preteklosti v to vložil, vsaj neki konkretni koraki sprejemajo. Jaz pa sem bil pred samo delavnico, ki bo sledila, skoraj 5 ur boste imeli konkretne primere, s katerimi se boste ukvarjali. Bil naprošen, da bi predstavil eno od iniciativ, ki je v vsem tem času, torej v zadnjih 12 let, skušala na tem področju seveda tudi pri pomoči k osveščanju vsaj slovenske populacije, državljanov in vseh, ki tu živijo, k temu, da bi v finančnem smislu in iz naslova tega, kako funkcionirajo tisti ključni mehanizmi družbeno-ekonomske ureditve, dali svoj prispevek. S tem v zvezi sem bil naprošen, da bi morda predstavil naše aktivnosti in tako, torej načine in pot, po kateri je prišlo do ustanovitve Vseslovenskega združenja malih delničarjev kot izključno civilno-družbene institucije, ki v tem času seveda na tem področju deluje. Pri tem seveda predstavitev nekaterih aktivnosti morda zanimivih tudi za vas. Sam sem po zaključku srednje šole za računalništvo upisal novinarstvo, kaj hitro ugotovil, da me študij, vsaj tiste vsebine, ki so bile takrat tam v obravnavi, ne pritegnejo posebej, tako da sem večino časa tisto leto namenil potovanju in pa pripravi na sprejemne diferencialne izpite na filozofijo in sociologijo, ki sem jo tudi doštudiral in kasneje napravil uspešno magisterij z področja sociologije, deloma socialne psihologije. To je zanimivo tudi iz naslova tega, da sem v vsem tem času bil aktiven in danes po morda 25 letih spet pred znakom študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ker sem v začetku študijskih let bil precej aktiven in angažiran, tudi kot predsednik. Takrat so se sprejemale pomembne odločitve, recimo zakon o skupnosti študentov, ureditev vprašanj posredovanja del dijakov in študentov, to poznate kot študentske servise. Pomembne spremembe se ravno v tem času zopet sprejemajo in bojo vplivale neposredno na vaše možnosti tovrstnega zaposlovanja, kakor tudi vseh drugih pomembnih relevantnih vprašanj od zdravstva, ki je bilo za študentsko pa tudi dijaško populacijo urejeno drugače, kot je bilo predvideno, do nenazadnje bonov za študentsko prehrano, ki so bili neposredno moja ideja in smo jih uspeli vpeljati navkljub takratnemu nasprotovanju sprva seveda vladajoče koalicije in politike kot novo postavko v državnem proračunu, ki je še danes prisotna kot taka. Do tega seveda, da po času same študentske organizacije, v času študija, recimo od nekih bolj kot ne knjig literarno-pesniškega značaja, do tega, da sem se seveda srečal tudi z vprašanji vezanimi na tematiko, o kateri danes tukaj govorimo. To je knjiga z naslovom Triumf informacijskega kapitalizma, ki je pravzaprav nek povzetek iz samega magistrskega dela, kjer sem se ukvarjal že s temi vprašanji in ugotavljal, da je en ključnih momentov
ravno področje funkcioniranja ekonomskega sistema, ne samo pri nas, ampak v globalnem kontekstu, pri vprašanjih, ko želimo doseči spremembe v družbi, spremembe na bolje, torej v našem okolju pripeljati do tega, da bi za ne samo nas, ampak tudi za našo skupnost bilo bolje in funkcioniranje le-te. S tem v zvezi sem že vrsto let pred ustanovitvijo Vseslovenskega združenja malih delničarjev v letu 2005 skupaj z nekaterimi somišljeniki je do tega prišlo spontano. Predtem vrsto let obiskoval različne skupščine delniških družb, trgoval z vrednostnimi papirji, z valutami, kdaj smo šli celo na počitnice z družino na račun tega, ampak to ni bila moja ključna dejavnost. V nekem momentu pa je vendarle postala, konkretno po skupščini Luke Koper, tudi to je danes, kolikor spremljate, eno od aktualnih vprašanj, torej Luka Koper kot ena ključnih gospodarskih družb in tudi strateških v Republiki Sloveniji, je takrat prišlo do odločitve, da večinski lastnik država predlaga spremembo statuta družbe, zaradi katere je odstopil takratni direktor, predsednik uprave, kot ga imenujemo, in da je na sami skupščini bilo jasno povedano, da so tisti predlogi v nasprotju z obstoječo zakonodajo. No, takrat je po vseh številnih skupščinah, na katerih sem spremljal, da praktično nihče, predvsem od malih delničarjev, ki imajo skupaj lahko pomembno težo, pomemben glas, celo odločilen v nekaterih primerih, nihče nič s tem v zvezi ne reče. Ne samo, da ne reče, kaj šele, da bi bila kakršnakoli aktivnost s tem v zvezi za njihove interese upravljena. Zato je prišlo takrat po sami skupščini do odločitve, da bomo z nekaterimi kolegi vzpostavili združenje, s katerim bi skušali povezati manjšinske delničarje in na ta način seveda zagotoviti ustrezen vpliv in spremembe pri upravljanju družb, pri zakonodaji in pri tem, da bi ne nazadnje sami donosi za njihove naložbe bili boljši oziroma namenjeni tudi tem manjšinskim delničarjem, ki so v družbah prisotni z svojim kapitalom, svojimi naložbami, pa pogosto od tega niso imeli, vsaj ne v takšni meri, tistega, kar bi seveda zaslužili. No, s pismom o nameri smo potem v kratkem in nekaj zbori ustanovili združenje in kot tako seveda na že omenjenih področjih, od skupščin delniških družb, do pogovorov z upravami, do aktivnosti v Državnem zboru Republike Slovenije, na ravni vlade in konec koncev tudi drugih civilno-družbenih asociacij, skušali dosegati, da se ali področna zakonodaja ali odločitve v gospodarskih družbah sprejemajo na način in tudi ob soglasju in v interesu manjšinskih delničarjev. Morate se zavedati, da je za vašo generacijo sicer ne, ampak za večino državljanov Republike Slovenije veljalo dejstvo, da so bili vsi kot taki delničarji oziroma lastniki v kateri od delniških družb. Torej imeli svoje neposredne naložbe. Gre za vprašanje lastninjenja, to je bilo uvedeno leta 1993 kot spreminjanje nekdanje skupne družbene lastnine v zasebno lastnino. Pri tem so bili vsem državljanom v različnih apojnih razdeljeni certifikati in te so lahko vložili v različne delniške družbe, ki so bile na tej podlagi vzpostavljene. Še enkrat se pokaže, da namesto, da bi takrat zakonodajalec, država Republika Slovenija, poskrbela za to, da bi, ko je vse državljane naredila za delničarje v delniških družbah, vsaj podala osnovno informacijo o tem, kaj to pomeni, kakšne so pravice, kakšen nenazadnje je družbe-ekonomski okvir, ki je bil drugačen od prejšnjega, torej kapitalizem seveda za razliko od prejšnjega socializma, ker so ljudje računali na to, da so stvari več ali manj regulirane strani države in da so z nje tudi ščiteni. V teh razmerah seveda je bilo drugače in prihajalo je do številnih zlorab
In ravno v zvezi s tovrstnimi zlorabami seveda je bilo združenje, ki smo ga ustanovili, kot rečeno, šele leta 2005, pravzaprav v tem kontekstu ustanovljeno dovolj pozno. Prej, na različnih skupščinah sem bil sam prepričan, da je jasno veliko bolj normalno, smiselno in primerno, če bi takšno združenje ustanovili bodisi tisti, ki so dokončali ali pa iz ekonomske stroke bolj podkovani ali pa morda vsaj iz pravne stroke, zato tudi ta moment, kot sem vam omenil, da, kot vidite, je nenazadnje možno tudi iz drugega področja in iz drugih strok vzpostaviti učinkovito mehanizem, institucijo, ki lahko pripomore k temu, da so stvari drugačne, kot bi bile sicer. In v vsem tem času, torej v teh 12 letih, smo seveda ugotovili zelo hitro, da je potrebno tudi na mednarodnem področju biti izdatno angažiran, tako da je združenje že kmalu postalo polnopravni član ob vseh pogojih, ki jih je za to potrebno izpolniti, Evropskega združenja delničarjev takrat, potem tudi ob naši aktivni vlogi, nenazadnje ob Ljubljanski deklaraciji, ko smo tu organizirali srečanje vseh tovrstnih asociacij iz Evrope, vzpostavljena Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev kot edina tovrstna institucija na ravni Evropske unije, torej, ki se v Bruslu, na bruseljski ravni in sprejemanju tamkajšnjih odločitev lahko tudi na podoben način kot mi v Sloveniji, nenazadnje skupaj pri tovrstnih odločitvah, prizadeva za drugačne razmere in pogoje pri tem, kakšne naložbe, kakšno zaščito imajo posamezniki ali skupine, ki se odločijo investirati, vlagati in skrbeti za to, seveda, da bojo v drugačnih spremenjenih pogojih imeli seveda tudi kaj dodatnega, ko pride do situacije bodisi zdravstvenih problemov, bodisi tega, da je potrebno poskrbeti za svoje družinske člane ali starše ali stare starše ali nenazadnje otroke pri izobraževanju in podobno, do nenazadnje pokojninskih momentov in sprememb na tem področju, glede na demografske trende staranja prebivalstva in tako naprej, kar bo seveda v slovenskem prostoru še kako aktualno vprašanje tudi za vas v teh in prihodnjih letih in bo na ta način tudi z neposrednim vlaganjem in iskanjem ustreznih rešitev, o čemer boste na teh delavnicah seveda več govorili in pri tem je še kako pomembna tovrstna pismenost, slišali več in seveda lahko temu primerno tudi ravnali skladno s svojimi interesi in interesi ožje ali širše skupnosti, v kateri živite. Morda pri tem samo en moment, ki se kaže kot pomemben. Poglejte, ko imate opravka s finančno industrijo, z tistimi centri moči, o katerih sem prej govoril, da imajo praviloma drugačne interese, kot jih imate vi sami pri tem, ko nekam vlagate, morate vedeti naslednje. Nikdar praviloma ljudje, ko pridejo k nekemu finančnemu svetovalcu ali pa tako imenovanemu strokovnjaku, analitiku in podobno, ne pomislijo, da so pravzaprav ti ljudje v isti in identični, tako rekoč, vlogi, kot recimo prodajalci avtomobilov. Ko pridete recimo v prodajalno ali pa avtomobilski salon, točno veste, da vam bo prodajalec tam želel prikazati, kako je tisti avto, ki ga prodaja, seveda najboljši in kakšne vse prednosti ima in kakšne vse seveda vam lahko tudi s tem v zvezi ponudi. Medtem ko na drugi strani, ko prijete recimo v banko, borzno posredniško družbo, zavarovalnico in podobno, vas seveda strokovnjak na tem področju prepričuje in ne pomislite na to, da v resnici je, kot rečeno, v podobni vlogi kot nekdo, ki prodaja avtomobile ali pa kakšne druge produkte, nenazadnje lahko tudi po telefonu. Tega se morate zavedati in hkrati vselej poiskati več informacij z tega naslova. Tukaj je nenazadnje Vseslovensko združenje malih delničarjev tudi ena kot neodvisnih institucij na razpolago za to, da pridobite kar se da široko informacijo o tem, kakšno je dejansko stanje in kakšne imate možnosti. Mi smo danes v
preko 40 sodnih postopkih v različnih primerih različnih gospodarskih družb, ko gre za iztisnitve, ko gre za preoblikovanje teh družb, ko gre za situacije, kjer omenjeni vlagatelji, delničarji žal ne dobijo tistega, kar bi lahko, kar bi zaslužili. Po drugi strani pa, ko sem govoril o mednarodnem momentu naših aktivnosti, mi smo potem, ko smo se uspešno vključili v Evropsko federacijo investitorjev, pa tudi Svetovno asociacijo investitorjev, vzpostavili tako imenovane mednarodne programe za poslovno in investitorsko sodelovanje. V okviru teh mednarodnih programov smo sila angažirani tudi na ustreznih konferencah, kongresih v mednarodnem prostoru. Nekaj s tem v zvezi, da ne bi bil po tej plati preizdaten, imate v mapah, ki so na vaših mizah, torej samo poročilo o aktivnosti mednarodnih poslovno-investitorskih programov pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev, kakor tudi osnovne informacije s tem v zvezi. Da pa bi bili tukaj kar se da uspešni, ne samo z vidika informiranja neposredno zainteresiranih, pač pa tudi vse seveda skupnosti kot take z našimi prizadevanji ugotovili, da je potrebno vzpostaviti kar se da učinkovit lasten sistem informiranja. Ker pogosto se izkaže seveda, da vplivni krogi lahko poskrbijo in znajo poskrbeti tudi za to, da ključne, pomembne informacije ne pridejo ustrezno v medijski prostor. Zato nenazadnje smo, tako kot je dan danes seveda že več kot samoumevno, vzpostavili spletne portale. Takega vidite je slovenski spletni portal, torej vzmd.si, kjer imate tudi preko 300 video posnetkov, torej vzpostavili smo tudi lastno ekipo, ki pripravlja to vrstne video reportaže, ki so morda bolj zanimive in pritegnejo, ali pa bolj zgovorne in pritegnejo več pozornosti, glede na današnje funkcioniranje medijev in zasičenost z številnimi tekstovnimi korpusi, in po drugi strani seveda ustreznim iskalcem, kjer najdete praktično vseh dogajanjih tovrstnih v zadnjih 12 letih od ustanovitve informacije o ne samo naših aktivnostih, ampak tudi o tem, kaj so mediji poročali o kakšnem od teh vprašanj ali pa kaj se dogaja v posamezni gospodarski družbi ter različnih postopkih s tem v zvezi nasploh. Seveda je na razpolago tudi, dobro, prej sem omenjal našo vključenost v Better Finance, torej to je Evropska federacija investitorjev, uporabnikov finančnih storitev, in pa Svetovno federacijo investitorjev, tako da jaz vas vabim, da si ogledate to spletno stran in nenazadnje tudi angleške strani, ki jih pa pripravljamo v kontekstu naših mednarodnih poslovno-investitorskih programov. To sta dve, International Investors Network in pa Investu Slovenija, kjer uspešno sodelujemo tudi številnimi subjekti gospodarskimi, ne zgolj iz Republike Slovenije, pač pa tudi od drugod. Jaz bi želel z to predstavitvijo skleniti. Morda, če je še kakšno vprašanje, seveda nanj odgovoriti, bi imel kdo mogoče kakšno vprašanje, še glede na katero od povedanih sklopov in tematik. Ukolikor ne, kot že rečeno ob uvodu, glede na to, da je petek, vam želim toliko bolj prijeten dan vnaprej. Pomlad je tudi tu, tako da nekaj je finančni svet, kjer je treba skrbeti, da so stvari v smislu naše pozornosti ali morebitnih naložb kar se da razpršene. Na drugi strani pa seveda, ker je takšen dan in se obeta, kot rečeno, sončna pomlad, vam želim, da bi jo kar se da lepo užili in seveda ne pozabili tudi na ljubezen, ki je ob siceršnji finančni pismenosti tudi sila pomembna, morda celo pomembnejša kot pa katera od drugih aranžmajev. Ne govorim zgolj
o ljubezni med ljudmi, govorim tudi o tem, da v vaših življenjih seveda tisto, za kar se odločite, da boste počeli, počnete z ljubeznijo, ker je to tisto, kar prinaša zadovoljstvo. In jaz vam povem, da tisto, za kar sem se odločil navkljub siceršnjim drugačnim izhodiščem in izobrazbi, kakršno sem imel, še vedno z zadovoljstvom in kreativno z veseljem delujem na tem področju in veselim se seveda, da bomo kdaj v prihodnosti lahko sodelovali tudi z vami. Torej, hvala lepa za pozornost in želim lep dan ter vikend. Hvala.